Lepo pozdravljeni v oddaji Splet dogodkov tedna. Ta teden je bilo prav poletno in vroče, kot je bilo tudi v državnem zboru. Poglejmo, kaj se je dogajalo doma in po svetu. Državni zbor je v petek prejšnji teden na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 proti za novega predsednika vlade izvolil predsednika SDS Janeza Janšo, ki bo sestavil svojo četrto vlado, ki bo 16. slovenska vlada. Janša je med glavnimi cilji nove vlade izpostavil razvoj države, večjo blaginjo, boj proti korupciji ter manj birokracije. Ker je Janez Janša po izvolitvi za predsednika vlade zapustil poslanski sedež v državnem zboru, ga je v zboru nadomestila Maruša Babnik iz SDS. Poslanci so sklep o njenem imenovanju na torkovi izredni seji sprejeli soglasno. Državni zbor je na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Spominski dan je bil prvič uveden leta 2022 v času vlade Janeza Janše, nato pa ga je vlada Roberta Goloba leto pozneje ukinila. Državni zbor je odločil, da za zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Sindikati so namreč ob podpori civilne družbe in s podpisi več kot 47 tisoč volivcev vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. V razpravi je prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Danes je v državnem zboru uradno vložena lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Zaslišanja kandidatov bodo potekala med ponedeljkom in četrtkom. Kandidatno listo je Janez Janša vložil v četrtek zvečer, potem ko so kandidate potrdile vse stranke koalicije SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Vlado bo sestavljalo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Po novem morajo zaposleni bolniško odsotnost svojemu osebnemu zdravniku sporočiti še isti dan ali najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Odpiranje bolniškega staleža za nazaj praviloma ne bo več mogoče, razen v izjemnih primerih, kot sta hospitalizacija ali hujše zdravstveno stanje. Novost uvaja tudi obvezne zdravniške preglede pri daljših ali pogostih bolniških odsotnostih. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije poudarjajo, da želijo s spremembami zmanjšati zlorabe in obravnavo znova vrniti v ambulante. Vlada je lani z interventnim zakonom veljavnost letnih elektronskih vinjet podaljšala za 4 mesece, zato Dars opozarja, da bo junija potekla veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam. Voznikom priporočajo, naj pravočasno preverijo veljavnost svojih vinjet in se tako izognejo morebitnim globam. Veljavnost e-vinjete vozniki lahko preverijo prek mobilne aplikacije e-vinjeta ali v uradni spletni trgovini Darsa. Včeraj se je v Termah Čatež začel dvodnevni seminar,
namenjen predsednikom, sekretarjem in predstavnikom društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki prinaša aktualne vsebine s področja zakonodaje, razvoja slovenskega znakovnega jezika, prostovoljstva, delovanja društev ter krepitve sodelovanja in komunikacije. V torkovem izraelskem zračnem napadu na stanovanjsko zgradbo v Gazi je bil ubit novi poveljnik Hamasovega vojaškega krila Mohamed Odeh skupaj z ženo in 2 otrokoma. Njegovo smrt je pozneje potrdil tudi Hamas. Izrael prav tako prekinja vse stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterrešem, je sporočil izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Danny Danon, ker se je Izraelcem očitalo izvajanje spolnega nasilja na vojnih območjih. Ameriški minister za domovinsko varnost Mark Wayne Mullin je napovedal, da administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa pripravlja načrte za morebitno ustavitev mednarodnih poletov v mesta, kjer vodijo demokrati, ki ne sodelujejo pri pregonu nezakonitih priseljencev. Predlog je sprožil številne kritike, saj bi lahko vplival na mednarodni promet in turizem, še posebej pred svetovnim prvenstvom v nogometu, ki bo prihodnje leto potekalo tudi v ZDA. V ponedeljek se je v Kulturnem domu odvijal slavnostni dogodek ob 25. obletnici delovanja medobčinskega društva gluhih in naglušnih Slovenske Konjice Vitanje in Zreče. Društvo že četrt stoletja uspešno povezuje gluhe in naglušne, skrbi za podporo članom ter ustvarja prostor sodelovanja, razumevanja in prijateljstva. V Kulturnem domu Cerknica pripravljajo projekcije filmov s prilagoditvami za gluhe, naglušne ter slepe in slabovidne. V torek 2. junija ob 18. uri bo na ogled film Mlade matere, ki pripoveduje zgodbo 5 deklet, ki se soočajo z izzivi prezgodnjega materinstva. Po projekciji bo sledil pogovor s profesorico Vesno Leskošek. V ponedeljek 8. junija ob 18. uri pa bodo predvajali film Ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš. Zgodbo o deklici, ki odrašča kot hči gluhe mame. Po filmu bo pogovor z Mary Möderndorfer in tolmačem slovenskega znakovnega jezika Janijem Möderndorferjem. Vstopnica za ogled filma stane 1 evro. Rezervacije sprejemajo na elektronskem naslovu kinobrezovir@kd-cerknica.si. V dvorani Tabor v Mariboru je od 21. do 23. maja potekalo Evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju, ki je bilo za slovenske kegljače uspešno. V ekipnem tekmovanju so slovenski kegljači osvojili naziv evropskih ekipnih prvakov, slovenske kegljačice pa so bile 4. Mešani tandem Miran Poprask in Verona Malič je osvojil bronasto medaljo, Aleš Peperko pa je med posamezniki osvojil bron. Na ICSD, Svetovni organizaciji za šport gluhih, so sporočili, da bo od 1. junija letos Tobias Burc delal kot generalni sekretar ICSD. Burc ima dolgoletne izkušnje v športu gluhih. Od leta 2008 do 2025 je bil športni direktor tenisa ICSD, deloval pa je tudi v Nemški športni zvezi gluhih. V ICSD verjamejo, da bo s svojim znanjem in izkušnjami pomembno prispeval k nadaljnjemu razvoju organizacije. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija,
na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Najvišje dnevne bodo od 27 do 30 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne, predvsem v notranjosti Slovenije, pa krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. Ta teden se je veliko omenjalo novega predsednika vlade Janeza Janšo, zato je prav, da v rubriki Kretnja tedna pojasnimo prav kretnjo za Janeza Janšo. Kreta se takole. Gre za prvo črko njegovega imena in za prvo črko njegovega priimka. Maj se počasi končuje, mi pa že gledamo naprej, kaj prinaša naslednji mesec. Se vidimo naslednji teden. Do takrat pa lep pozdrav!